Pozdravljeni, Matjaž za Delo Infoteh ocenjujem pametni telefon LG G2. Tok tok, tako bi lahko onomatopoetsko opisali glavno posebnost tega mobilnika. Ker je gumb za odklepanje zaslona na zadnji strani, lahko isto dosežemo tudi tako, da dvakrat potrkamo po zaslonu. In enako z domačega zaslona tudi zaklenemo telefon. Razlog je v tem, da je LG izpustil vse fizične tipke ob strani, da je tako zmanjšal rob okrog zaslona. Na zadnji strani pa so 3 tipke, za povečanje in pomanjšanje glasnosti in med njima ena za odklepanje in zaklepanje zaslona. V položaju, v kakršnem ponavadi držimo telefon, je ta gumb lahko dosegljiv. Takega načina sem se hitro navadil, pa tudi hitro odvadil, ko sem šel nazaj na svoj telefon. Sam izdelek je res plastičen, ampak daje kar dober vtis, ker ni nobenega pokrovčka, ki bi izdajal varčevanje pri materialih in se upogibal. Strojno pa je to eden najbolj naprednih telefonov ta hip in to se pozna. Android in aplikacije na njem preprosto letijo. Vse poteka izjemno gladko, brez kakršnega koli zatikanja. Še posebej telefon blesti v igrah. Je namreč dovolj zmogljiv za poganjanje tudi grafično najbolj zmogljivih iger z maksimalnimi podrobnostmi. Pri tem se niti ne greje pretirano in tudi baterija zaradi tega nima katastrofalno slabega trajanja. Iz predhodnikov že poznamo možnost poljubnega povečevanja videov, ki prav tako zaradi močnega procesorja deluje povsem gladko. Sama kakovost videov v polni visoki razločljivosti posnetih z G2 je dobra, ni pa na ravni kakšne Lumie 1020 ali Xperia Z1. Še posebej hitri prehodi niso tako gladki kot tam in tudi v splošnem je slika nekoliko slabša. Video lahko damo v majhno plavajoče okno, podobno kot pri Samsungovih telefonih. Čezenj lahko odpremo še eno od plavajočih aplikacij in podobno lahko počnemo tudi z drugimi programi, denimo z aplikacijo za e-pošto. Pri videu je še ena posebnost, namreč funkcija Audio Zoom. Ker ima telefon več mikrofonov, lahko določamo, s katere smeri naj najmočneje lovi zvok. Toda rezultati niso najboljši, zato svetujemo, da to dobro preizkusite ali vse skupaj izklopite. Fotoaparat ima po zgledu korejskega konkurenta obilico različnih načinov oziroma scen, pri čemer pa daje povsem v redu rezultate v običajnem načinu, včasih pa še nekoliko boljše v načinu HDR. Fotografije so primerljive z Galaxy M4 ali Nokia Lumia 925, seveda pa zaostajajo za tistimi iz telefonov z večjimi tipali, kot sta Lumia 1020 in Xperia Z1. Tako kot večina sodobnih vrhunskih telefonov tudi G2 omogoča izjemno hiter rafalni posnetek. Zajamemo lahko do 20 zaporednih fotografij v polni razločljivosti, med katerimi potem lahko izbiramo. Toda vsaj tako kot strojno želi LG impresionirati uporabnika s programsko opremo. Različnih dodatkov operacijskemu sistemu Android je cel kup. Obvestilno okno je že brez obvestil skoraj polno. Tu so bližnjice do vsega mogočega, hiter dostop do plavajočih programčkov v slogu Sonyjevih telefonov in malce konfuzno kar 2 enake ikoni za skok v nastavitve. Prva je bližnjica za nastavitve glasnosti, tista spodaj pa bližnjica v celotne izbirnike nastavitev. Kot rečeno so tu plavajoče aplikacije, denimo računalo ali beležnica, ki se prikažejo na tistim, kar imamo sicer odprto in jih lahko poljubno povečujemo ali pomanjšujemo. Naenkrat pa imamo lahko odprti 2 take aplikaciji. Zadeva je pogojno uporabna, če hočemo narediti hiter zapisek ali nekaj preračunati. Potem je tu aplikacija Quick Memo, s katero čez to, kar imamo odprto, nekaj narišemo, napišemo ali označimo in aplikacija vse skupaj shrani kot posnetek zaslona, ki ga lahko kot fotografijo pošljemo naprej. Ta aplikacija se pojavlja na vseh novejših LG-jevih telefonih. Bilo pa bi zanimivo slišati, koliko lastnikov teh telefonov jo redno uporablja. Celo pri odlagališču LG ni mogel iz svoje kože. Ko nekaj kopiramo, se na hitro pokaže predalček in ko želimo prilepiti besedilo, se pokažejo okenčki z vsem, kar smo kopirali v odložišče.
Med njimi pa izberemo želeno besedilo. LG G2 je dober izdelek in velik korak naprej v primerjavi s prejšnjimi telefoni tega proizvajalca. Sploh strojno je izjemen. Toda vsi dodatki v programski opremi nas spominjajo na z lučkami okrašene glasbene stolpe ali tako figurico izpred četrt stoletja. Komu bo verjetno konstantno utripanje vsega mogočega in preobilica funkcionalnosti všeč. Komu drugemu pa se bo vse skupaj zdelo preveč načičkano in si bo zaželel nekaj bolj minimalističnega.